Danes smo v prebranih celicah obiskali svoje brate in sestre iz daljne zgodovine. Beremo knjigo Barbare Bajt Človečnjaki s podnaslovom Kdo smo in odkot prihajamo. Jasna in Špela imata odgovor na to. Špela, kdaj so našli prve ostanke človečnjakov? Naj bi jih našli več kot 7 milijonov let nazaj v Afriki, v tektonskem jarku. Zato naj bi Afriko tudi klicali zibelka človeštva, tam pa so bili zaradi tega, ker so imeli dovolj hrane, zavetja pred soncem ter tudi prostor za bivanje. To je res že dolgo časa nazaj. Je bilo pa zanimivo brati tudi o tem, da sta nekaj časa moderni človek in neandertalec živela istočasno. Kaj se je zgodilo potem z neandertalcem? Takrat naj bi neandertalec izumrl, nekatere teorije pa pravijo tudi, da je celo zaradi tega, da ga bi Homo sapiens, torej moderni človek, izrinil. Zaradi tega, ker se je Homo sapiens torej znal boljše sporazumevati med sabo, potem boljše sodelovati ter imel boljše ter novejše orožje ter boljši način lova. No, ena od stvari, po kateri se je moderni človek razlikoval od ostalih vrst, je tudi umetnost. A ni fascinantno opazovati te prve umetniške stvaritve? Kaj misliš, da predstavljajo? Ne vem, mogoče predstavljajo v to, kar so takrat verovali oziroma jim je to bilo takrat sveto. Ali pa to, da neke lepotne standarde, ki so takrat bili za njih značilni oziroma so mislili, da je tako pač najbolj perfekcija. Ja, zgleda so imeli takrat kar drugačne lepotne ideale kot danes in veliko takih zanimivih poudarkov najdemo v knjigi, med drugim tudi ta, da se ljudje nismo razvili iz opic. Kako je do tega prišlo, da je ta mit začel krožiti in zakaj ga lahko ovržemo, bo pa več povedala Barbara Bajt. Ta mit, da smo se razvili iz opice, izvira iz časov, ko je Charles Darwin v svoji knjigi o nastanku vrst razlagal, da so bile živali v daljni preteklosti drugačne kot danes in so se v zgodovini spreminjale in razvijale. Nasprotniki njegove teorije, ki so verjeli, da je Bog ustvaril človeka, pa so v posmeh Darwinu začeli razglašati, da Darwin trdi, da smo se razvili iz opice, kar pa ne drži. Darwin ni tega nikdar trdil. Res pa je, da imamo daljnega skupnega prednika. Hvala lepa, Barbara. No, meni se zdi zanimivo razmišljati tudi o tem, katera bo naslednja človeška vrsta. Kaj ti misliš? To bo takšno vprašanje zelo zanimivo, saj nikoli ne vemo, lahko da bomo enako kot dinozavri, tako da se bomo lahko celo izumrli, lahko pa tudi, da bo se potem mi izumrli ter nek novi človečnjak prišel oziroma živel na našem planetu. No, veš kaj, jaz upam, da bo modernega človeka mogoče nadomestil bolj moder človek, tak, ki bo mogoče znal bolj v sožitju živeti med sabo in pa z naravo. Ja, jasno, se strinjam. Včasih se imamo res za najbolj pametno vrsto na tem planetu, hkrati pa se do njega vedemo izredno nepremišljeno. Dobro pa premislite pred naslednjim vprašanjem. Knjiga Človečnjaki opisuje razvoj človeške vrste. Katero trditev Darwinove teorije o razvoju vrst so nasprotniki te teorije napačno interpretirali? A, da se je človek razvil iz opice, B, da se vrste ne razvijajo skozi čas, C, da se vrste razvijajo skozi čas ali D, da se človek ni razvil iz opice. Aha, rumeni menite, da je odgovor A, vijoličasti pa, da je odgovor C. Nasprotniki Darwinove teorije so napačno interpretirali del znanstvenikove teorije o razvoju vrst skozi čas. Zato so ga zasmehovali, da trdi, da se je človek razvil iz opice. Pravilen je odgovor C, ki zaradi brihtolina 10 točk prinese vijoličastim.